Okej. Lepo pozdravljeni, Hana iz gimnazije Bežigrad in Pruža Katarina iz gimnazije Vič na še enem izmed 5 pogovorov o maturitetnem delu. Tokrat govorimo o Sartrovi drami Zaprta vrata. Kramljali bomo torej na dolgo in široko o filozofskem absurdnem dramskem delu, kjer se 3 moralno vprašljivi posamezniki srečajo v peklu, drug z drugim, tvorijo pa nek tak začaran krog medsebojnega trpinčenja, znotraj katerega imamo moč raziskovati raznorazne eksistencialne ideje ter globine posameznikove odgovornosti. Torej, za en bolj blag, bolj mil začetek vaju mogoče samo prosim, da z mano delita svoje vtise o delu. A vama je bilo delo všeč in kaj vaju je pri delu prepričalo, če vaju je prepričalo? Hana, pa začnimo s teboj. V bistvu meni je bilo delo zelo zanimivo. V bistvu mi je bilo na začetku malo težko zabrati, ker nisem čisto razumela, kaj se dogaja, kaj je ta dogajalni prostor. Pa skozi dramo sem v bistvu vse nekako poštekala. V bistvu mi je bilo tudi zelo zanimivo, v bistvu, kako so nekako vsi ujeti v tem peklu, ampak v bistvu so nekako se sprijaznili s tem, da so že v tem peklu, a ne, niso tako iskali nobene rešitve ali pa karkoli. Pa zanimivo mi je bilo tudi, ko so se potem začeli pogovarjati, zakaj so se oni sploh znajdeli v tem peklu, kaj so sploh oni dejansko zagrešili v bistvu. In ja, v bistvu delo mi tudi ni bilo precej smešno, kako bi lahko rekla. Tako v bistvu sem čutila nek tudi absurd, pa ta eksistencializem. Tako da ja, v bistvu meni je bila drama tako kar všečna. Ni mi bila tako težka za brati. Super, me veseli, ker drugače bi bil to zelo turoben pogovor, če ti ne bi bilo všeč. Pruža Katarina, pa ti. Ja, meni pa najprej v bistvu vse 4 drame, ki jih imamo za maturo, jaz sem toliko srečna, da imamo letos pač te tematike, ki imamo tudi ta ujeti ali svobodni kot sam pač naslov oziroma pač tema. Meni je zelo všeč. In tudi recimo pač Zaprta vrata kot drama, meni je predvsem zanimiv ta kontekst neke konverzacijske drame, ker v bistvu dogajanja nekega prav pač, da bi se res neki ful dogajali in da bi se spreminjal pač ta kraj dogajanja in pač niti ni, ampak mi je pa zanimivo zato, ker jaz predno sem šla pač brati to dramo, sem si malo prebrala o Sartru, pa pač o tej načelih eksistencializma in se mi zdi, da se pač v drami ful lepo vidi to, da kako je človek v bistvu skupek svojih dejanj, ne, in da v bistvu res napelje bralca na nekako to sporočilo. Je pa res, da ne vem, vsaj meni je ob branju pač mi je drama vzbujala tako neke take bolj tesnobne občutke, ker na začetku nisem niti vedela, a je zdaj to pekel, a ni, kje so sploh oni, kaj se z njimi dogaja. Tako da pač mi je bilo zanimivo za brati, no, ni mi bilo tako dolgočasno oziroma tako da ja. Okej, super, obe dve ste že nekako zastavili zelo zanimiva izhodišča, h katerim se bomo tudi vrnili, tudi specifično se bom probala nekako navezati, da malo spregovorimo o tej maturitetni temi ujeti ali svobodni, ampak to še vse sledi. Torej, drama je torej zgrajena pač na tem nekonvencionalnem konceptu pekla. Kako je videti Sartrovo to pojmovanje pekla in kako so liki sploh trpinčeni? Pruža. Meni se zdi v bistvu ta njegov koncept, ki ga je Sartre zastavil, zelo všeč, zato ker je v bistvu pač recimo temu, da so bili glavni liki v peklu, ne, je v bistvu to predstavil kot nek prostor, kjer ni ne močilnih naprav, ničesar, kar bi v bistvu mi avtomatsko povezali z idejo pekla, ampak v bistvu predstavi pekel kakor nekaj, kar je na nek način znotraj nas oziroma pekel nek prostor, kjer se mora človek sam s sabo spopadati in da je to tisto največje mučenje, do katerega sploh pač pride v peklu, kot je pač predstavljen v Zaprtih vratih.
Hana, kako pa po tvojem mnenju deluje to medsebojno trpinčenje? V bistvu se mi zdi, da to medsebojno trpinčenje, oziroma trpljenje se kaže predvsem tako skozi odnosa, naprimer med Garcinom, pa Ines, pa Estel, ne tako, ker pač pri tem Sobarju, kaj je tudi na začetku, ker v bistvu ta Sobar nekako sam v bistvu razloži, a ne, o tej sobi in tako dalje. Nimajo zares nekega stika z ostalimi karakterji. In v bistvu se mi zdi, da je Ines tista, v bistvu, ki si je v bistvu zelo želela tako, oziroma si je nekako želela razkriti nekako resnico o Garcinu, a ne, nekaj časa. In pač v bistvu to nekako je še bolj poglobilo to njegovo duševno agonijo, ali kako bi temu rekla. V bistvu tudi definitivno je tudi vplivalo na to, a ne, da so se v bistvu nekako med sabo bolj začeli trpinčiti, ker so bili vsi nekako zaprti v enem prostoru, a ne, brez da bi jim kdo karkoli razložil, zakaj so tam. In v bistvu se mi zdi, da tudi ta nekako nemoč, pa v bistvu ta odtujenost nekako bolj poudarja ta občutek nekako izolacije in pa zaradi tega so se pol v bistvu ta trpljenja nekako še bolj intenzivno tako pokazala v drami. Ja, res. In pravzaprav res ne, kar bi pričakoval od mogoče konvencionalnega dojemanja pekla. Zdaj, kako pa se vam zdi ta novo zastavljena Sartrova preoblikovana podoba pekla? A se vam zdi bolj ali manj učinkovita in zakaj? Hana? Meni se v bistvu nekako zdi bolj učinkovita. Mislim, odvisno kako pogledamo, ker meni se zdi, da on v bistvu v tem peklu zelo tako psihološko pokaže ta pekel. V bistvu ni tako fizično, ne, pa ni tako religiozno, ker pač v religiji smo se vedno učili, da je pekel nekaj, kjer v bistvu pač te skozi žge, kjer ti trpiš, a ne. Tukaj pa dejansko ni tega fizičnega trpljenja, ampak je dejansko psihično. In v bistvu meni je bilo med dramo to zelo zanimivo, ker se pokaže v bistvu čisto nekako druga plat, ker naprimer recimo mi kot majhni otroci, a ne, če smo bili pod vplivom religije, si velikokrat predstavljamo, da je to ful grozno, zato ker si ti nekako fizično prizadeta, ne, oziroma skozi te nekaj žge in v bistvu tukaj pa ja, se je v bistvu ta neka vročina, ki jo skozi dramo omenja, da je skozi vroče, da itd. Ampak ja, meni se v bistvu zdi nekako bolj prepričljivo, da je tako psihično, kot sem že rekla. Super. Kaj pa Prúša, ti meniš? Ja, v bistvu jaz se strinjam že s tem, kar je v bistvu Hana povedala. Zanimiv mi je predvsem koncept te neke neskončnosti pekla oziroma tega, da so bili glavni liki pač obsojeni na to, da so večno tam sedeli in pač večno razmišljali o vsem tem. In tudi zanimivo mi je, ker Garcin, ki je v bistvu pač hotel pobegati iz pekla oziroma iz te sobe, ki je trkal na vrata, je rekel karkoli, pač lahko je tudi mučenje, telesno mučenje, samo da se odrešim tega psihičnega trpljenja. In se mi zdi tudi kot nek koncept, kako bi se lahko pač današnja družba zamislila nad vsemi temi nekimi problemi, ki jih povzroča oziroma napakami, zelo zanimiva oziroma ja, mogoče na nek način efektivna, pa ne toliko nehumana metoda mogoče za soočanje z nekimi grehi oziroma napačnimi stvarmi, ki smo jih storili kdaj. Super. Ja, drama torej velja za absurdno. In katere dele drame bi pa mogoče vidve sami vzpostavili, kjer se mogoče jasno poraja ta občutek absurda? Hana? Mogoče že sam ta koncept, da so oni v nekem peklu, ki je hotelska soba, že čisto na začetku se mi zdi v bistvu zelo absurdno, a ne? Ker pač, kot smo že prej govorili, ne, mi si peklo čisto drugače predstavljamo, kot je v bistvu tukaj navedeno. V bistvu ja, pač sam ta začetek, pa tudi mogoče potem proti koncu, ko v bistvu tudi vmes Ines tudi nekaj poje in v bistvu sploh ni tako zares nič povezan s čemerkoli, kar v bistvu se dogaja tam, ker v bistvu ona poje tako v neki ulici in tako dalje. In se mi zdi zelo tako nekako na absurden način prikazano, kako se ona sooča s tem, da je v tem peklu.
mogoče tudi razlog, zakaj je sploh, naprimer, Grcin v tem peklu, ker on je v bistvu sem tako povedal, da je pač v bistvu mučil svojo ženo, kakor da to ni nič kaj takega, se mi zdi, da je sem tako, mislim, vse se je nekako zavedal, da ni bilo prav, ampak v bistvu mi je bilo nekako vseeno in ja, pa tudi v bistvu vsi te razlogi so mi bili čisto absurdni nekako, tako da ja, to je to. Ja, tista je dobra. On na koncu pravzaprav sploh reče, da nima nobenih obžalovanj in da je Ja. ona rojena za mučenico. Glede tega bi se močno strinjala. Prúša, Katarina, pa ti? Jaz zdaj vem, da bo malo klišejsko, če rečem, da mi je bilo zanimivo, da je drama ciklična, ampak se mi zdi, da pač me je najbolj zadelo to se pač res dogaja non-stop, tle ni pač nekega konca, ker so na koncu v bistvu spet vsi se usedali in pač znova. Tako da to je ena stvar, ki bi jo izpostavila. Druga stvar, ki se mi pa zdi, da je tudi v bistvu ena zelo zanimiva pač tema, ki se pojavlja v drami, je pa nek motiv mogoče neke spolnosti kot pobega, kot v bistvu nekega načina, da se človek zamoti, ker v bistvu je nekaj se je začenjala afera med Grcinom pa Estelle, če se jaz prav spomnim, in se mi zdi, da je v bistvu spolnost na nek način čisto razvrednoti in vse teži samo k temu, da bi se pač liki nekako odrešili teh nekih svojih, da se ne bi rabili več ukvarjati pač sami s sabo. Pa tudi to, ker v bistvu so oni videli vse, kar se dogaja pač na zemlji, ne, oziroma pač v realnem svetu, oni pač pa niso mogli ničesar več narediti in so bili nekako res tudi obsojeni na pač to, da so, kjer so. Tako da to mogoče. Torej, strinjamo se tudi nekako glede tega, da se je nekako mučenje, da je seveda pomembno vlogo pri mučenju igralo, seveda so igrali sami liki. Kakšni pa so ti liki v tej drami, Prúša? Zdaj, jaz bi rekla, meni je najbolj všeč kot lik mi je Ines, zato ker se mi zdi da je v bistvu ona vedno dajala pobudo, da pač povejo, kaj se je zgodilo, oziroma da si priznajo zdaj drug drugemu, pač kaj je bilo. In recimo Ines v primerjavi z Estelle, ne, Ines je že takoj na začetku rekla, ja, pač mi smo v nekem peklu in kaj je to, Estelle je pa pač samo odgovarjala, da naj ne uporablja takih prostaških besed ali nekaj takega ji je odgovorila, no. In se mi zdi, da je Ines pač zelo nek tak aktiven lik, zato ker pač je bila že takoj tudi pripravljena priznati, kaj je ona naredila. Ja, in potem Estelle se mi pa zdi bolj taka neka bojazljiva in da pač, če bi imela možnost, da bi zbežala iz tega pekla, bi takoj šla. In v bistvu Grcin se mi zdi na nek način dosti podoben Estelle, že mogoče zaradi tega razloga, zakaj se je pač znašel v peklu, ne, ker en je seveda pač ta njegov odnos z ženo, drug je pa ta, da je v bistvu pobegnil iz vojske takrat, bi se mogel pač, ker bi mogel priti do tega, da bi postavil svoje življenje na kocko, ne, za dobro pač družbe. Tako da ja, Estelle in Grcin se mi zdita tako bolj bojazljiva, medtem ko Ines mi je pa kot lik tako dosti všeč. Hana, kaj ti meniš o likih? Ja, v bistvu meni je tudi Ines nekako zelo zanimiva, zato ker v bistvu ona ful izstopa zaradi nekako tako svoje nekako direktnosti, pa tako tudi odprtosti. Nekaj je tudi tako razlagala o svojem ljubezenskem razmerju za žensko, in pač tudi tej njeni smrti zaradi tega plinskega izpusta, ali kaj je bil. In v bistvu se mi zdi, da zaradi tega nekako razlikuje tudi od drugih likov. V bistvu mi je tudi zanimiv nekako Grcin, ker v bistvu on se najbolj kaže nekako v teh moralnih konfliktih, s katerimi se on sooča, ker on se tudi, naprimer, na koncu nekako proba opravičiti svoje dejanja. In v bistvu tudi mislim, da ta njegova šibkost nekako izhaja zaradi tega, ker je bil tako v vojni, ker on v bistvu tudi razlaga, kako je bil tam prej v vojni. Estelle se mi je pa nekako zdela tako na prvi pogled, nekako tako pač površinsko dosti privlačna, ampak v bistvu pol nekako smo zvedeli neko temno plat, ki je v bistvu razlagala o boju svojega lastnega otroka, In se mi zdi, da v bistvu ima neko tudi zmožnost manipulacije, in v bistvu se mi zdi, da tudi tako nekako jo zelo naredi kompleksno to, da ona v bistvu skozi celo dramo nekako
hrepeni po tej pozornosti in pač po neki potrebi po sočutju, ali kako bi jaz temu rekla. Ampak dejansko pa njo muči ta občutek krivde, zaradi tega, ker pač se mi zdi, da vse, naprimer, tako Grcina nekako ne toliko muči, se vse njih želi tako upravičiti, ampak ni pa tako, da se v bistvu nekako sekira zaradi tega. Tako da ja, v bistvu to je to. Super. Imamo, a ne, mogoče take like, ki so ironični glede na družbene vloge, ki jih igrajo. Imamo pač to lepo, a ne, učrljivo Estel, ki je pa pravzaprav pristala v peklo zaradi tega, ker je ubila svojega otroka in je pač totalna nimfomanka in obsedena s tem, da dobi pozornost od moških. Potem imamo tega Garcina, ki je bil nenormalno sadističen do svoje žene, in kao se kaže kot nek jeklen mož, pravzaprav je pa pač non-stop trpinčil, je pa potem dezertiral, si pa ni upal iti v vojno. Potem imamo pa pač to tudi nekako sebično pa hladno Ines, ki tudi mogoče kot ženska igra neko v tem smislu ironično vlogo. In kako mogoče, jaz mogoče verjamem, da ni največje naključje, kako je ta Sartre tukaj postavil te like, da je ženske naredil mogoče malo bolj take hladne, potem izpostavi, kako so moški lahko res sadisti, po drugi strani si pa ne upajo nekako opravljati svoje vojaške dolžnosti. In kako mogoče bi lahko interpretirali, da Sartre mogoče slika, ilustrira družbeno vlogo posameznika, in kaj se od njega moralno tudi pričakuje glede na njegovo družbeno vlogo? Ja, zdaj Garcino se mi zdi, da dosti izpostavi to neko pač bojazljivost, ki sploh za v bistvu nekega moškega, ki se odloči, da gre v vojsko, nekako ne bi smela biti na mestu. In se mi zdi, da mogoče s tem tudi sugerira na to, da je pač v današnji družbi oziroma v družbi, v Sartrovi družbi, takrat, ko je on živel, da se je mogoče pojavljalo vse več neke te strahopetnosti, ki se mi zdi, da je tudi danes med nami pač tako zelo prisotna, ker pač imamo obilico vsega udobja in si ne upamo pač izstopati iz te neke varne cone. Ja, kar se tiče Ines pa Estel, zdaj ne vem, jaz nisem dobila takega občutka, kot da bi on žensko na nek način ne glih zaničeval, ampak da bi ženski pripisoval neko manjšo vlogo. Meni se zdi mogoče zaradi teh nekih lezbičnih nagnjenj od Ines, se mi zdi mogoče, da je celo malo poudaril tudi to, da ima ženska neko določeno moč v družbi, mogoče v družbi nekih teh moških bojazljivcev, ali kako. In ja, v bistvu se mi zdi, da zato, ker izpostavi, da je lahko tudi ženska na nek način močna, nekako pride do izraza to sporočilo, da je človek kot posameznik lahko toliko močen, da pač si sam zapiše neko svojo zgodbo. No. Zdaj ne vem, če ima to kaj smisla, ali sem čist... Lahko mogoče še jaz nekaj dodala. Seveda, prosim. Ker se mi zdi, da v bistvu Sartre, on je to pisal v času, kjer ni bila družba čist taka, kot je zdaj. In se mi zdi, naprimer, zelo zanimivo, kako je on v bistvu uporabil Ines, ki ima v bistvu nekako homoseksualno preteklost, ker to pač v preteklosti ni bilo tako družbeno sprejemljivo. In nekako pač zaradi tega tudi postavlja nekako pod vprašaj tradicionalne norme te heteroseksualnosti. Pa potem Estela, ki se v bistvu sooča nekako z tem grozljivim dejanjem, da je ona v bistvu pač ubila svojega otroka. V bistvu nekako postavlja pač pod vprašaj neke te tradicionalne vloge nekako matere oziroma maternosti, ali kako bi temu lahko rekla, zaradi tega, ker pač vedno je bilo tako, da matere nekako skrbijo za svoje otroke, še posebej v teh tradicionalnih družbah, da imajo v bistvu ekspresivno to vlogo, ker one pač v bistvu nekako vzgajajo, pa to. V bistvu tukaj se pa je dejansko pokazala, da je ona dejansko pač ga ubila, nekako. Potem pri Garcinu pa dejansko, ja, pač se on je bil zelo tak sadist do žensk, ampak meni se zdi tudi zelo zanimivo, kako je v bistvu nekako on se v bistvu zelo tako sooča z nekimi izzivi tako tradicionalnih predstav, tako moškosti pa junaštva, zaradi tega, ker v bistvu
v preteklosti je bil zelo velik poudarek na tako patriarhatu in kako so tako moški nekako močni. On pa v bistvu se pa odloča, ne, da ne bo sodeloval v vojni, a ne, in pač tudi njegova, pač pozneje tudi izda te sodelavce, nekako izpostavlja tako moralno pa družbeno tako neke nesprejemljive vidike pač te patriarhalne družbe, oziroma vrednot te družbe, ker dejansko pač v bistvu on izpade kot nek šibak moški, a ne, zaradi vsega tega. Tako da ja, meni je bilo v bistvu to tudi ful zanimivo, kako je on tako nekako se poigraval z nasprotji družbenih vrednot takrat. Ker če bi na primer to zdaj nekdo napisal, bi bilo se mi zdi malo drugače, kot pa nekdo, ki je to napisal skoraj 100 let nazaj. No. Ja, se popolnoma strinjam, da ta vsebina mi jo mogoče gledamo z malo drugačnimi očmi, ampak v tistem času, ko je on to pisal, ni bilo tako samoumevno o takih stvarih mogoče govoriti oziroma jih vsaj predstavljati na tak način. Zdaj mogoče, če ostanemo še mičkam pri likih, kjer lik vam je bil pa najljubši in zakaj? Hana? Meni je bila v bistvu najljubša vloga nekako Ines, zato ker ona je res tako čist drugačna, kakor v bistvu, mislim, ne čist drugačna, še zmeraj je v peklu in to, ampak v bistvu meni je bilo zelo všeč pri njej, ker pač v bistvu nekako se mi zdi, da Sartre tako zelo poudarja njen lik poudarja tako na svobodi pa resnici, a ne, zaradi tega, ker se mi zdi tudi malo tako ironično, da je ona pač zaprta v sobi z dvema drugima, ki pač v bistvu sta nekako v bistvu čist njeno nasprotje, pa v bistvu bi proba tudi nekako razkrivati njuno pravo naravo, a ne, ker, a ne, po eni strani, naprimer, Estelle zelo zavaja skozi, da je v bistvu ona tako neka lepa, mislim, zavede nas, se mi zdi, da ko sem brala, da je ona neka taka lepa punca oziroma mati in potem v bistvu dejansko je naredila tako neko grozovito stvar, pa tudi Garcina, ne, ki je v bistvu nekako mučil svojo ženo in v bistvu sploh ni pokazal kakršnekoli empatije do tega ali pa kakršnekoli tako žalosti, a ne, da je to naredil. Ona se mi pa zdi tako, tudi naprimer zelo je odprta s to svojo homoseksualnostjo in ja, v bistvu mi je zelo zanimiv predvsem ta njen lik zaradi te zveze za žensko, ker pač v bistvu to je bilo v tistih časih nekako zelo družbeno nesprejemljivo, a ne, ona je pa v bistvu tudi nekako zelo, ne da je bila ponosna, ampak pač je izpostavila tudi to, a ne. Pruša, Katarina? Jaz pa v bistvu, tako kot sem že enkrat prej nekaj omenila, meni je v bistvu tudi Ines najljubši lik. Ravno zaradi te moči in zdaj, da ne bom ponavljala tega, kar je Hana povedala, bi pa sam izpostavila na koncu drame v bistvu en njen line, ki mi je ful všeč, ona Garcinu reče, da je ljubezen globoka kot spanec, ampak jaz te ne bom pustila spati, torej da ona ne bo Garcina pustila spati in s tem v bistvu nekako izpostavi to, da Garcin bi rad spanec, Garcin bi se rad umaknil od razmišljanja in vsega tega, ona pa hoče pač aktivno se spoprijemati z vsem tem, kar jim pride naproti oziroma s čimer se oni morajo soočiti. Tako da ja, definitivno Ines, no. Super, okej, torej, vsem je na nek način tudi skupno to, če smem, vztrajno vztrajanje, da sami sebe slepijo glede mogoče nekih svojih preteklih dejanj ali pa tudi glede svojega značaja ali pa kakšni so oni kot osebe. Kako se mogoče posamezniki v tej drami slepijo? Pruša? Garcin recimo, glede tega dela, ko je v bistvu na nek način izkoriščal svojo ženo, ne, veliko je hodil popivati in pač imel tudi dosti stika tudi z drugimi ženskami. Se mi zdi, da je pač predvsem to, da je izpostavljal, kako je njegova žena rojena za mučenico in kako mu je pač čisto pokorna in da se ne postavi zase in da je njej v bistvu vse v redu na Garcinu, tako kot pač počne. In je mogoče na nek način, ne bi lih rekla, da je hotel krivdo svaliti na svojo ženo, ampak je hotel nek ta svoj položaj prikazati kot pač nekaj, kar je normalno oziroma pač tako pač je. Potem Ines, ne vem, če se je glih tako slepila, ampak mi je pa zanimivo,
ker je v bistvu pač ona je takoj rekla, da ona je rekla pač, da je zlobna, ne, da ona hoče gledati, kako pač drugi trpijo in da ji to prinaša neko zadovoljstvo in je mogoče pač ta svoj značaj uporablja kot neko opravičilo, pač vseeno za to, da zakaj je ona tukaj in pač zakaj je naredila to, kar je naredila v pač preteklosti, v resničnem življenju. Potem Estelle pa se mi zdi, da v bistvu, ne vem, mogoče krivi to, da sta vseeno z tem njenim partnerjem dobila otroka, čeprav si ga ona v prvi vrsti ni želela. Mislim, da je bilo nekako tako in da je v bistvu nekako svojo svobodno voljo potem izrazila s tem, da je pač otroka vrgla v pač vodo ali kaj je bilo in pač da ona v bistvu ni kriva za to, kar je pa njen partner potem naredil, pač ne, da kot sugerira, da pač si je vzel življenje, ne, da ona v bistvu ni kriva za to, da to je bila njegova volja. Tako da ja. Ja, pri Estelle je tudi zanimivo, ona tudi prizna pravzaprav, ko prvič začne malo govoriti o tej svoji izkušnji na zemlji, tudi ona reče, da se je poročila s tem nekim bogatim, premožnim prijateljem svojega očeta, ampak seveda 2 leti nazaj pa je potem spoznala ljubezen svojega življenja, potem izvemo, da je imela veliko več ljubimcev verjetno kot samo tistega. Pa prav, ja, saj bi vsak naredil enako če bi bil na mojem mestu. In to je mogoče tudi en tak primer, kako se ona še kar slepi samo sebe in si ne upa priznati, ja, ne upa se soočiti mogoče z resnico svojih dejanj. Hana, kaj pa ti meniš? Kako se liki slepijo? Ja, v bistvu meni se dejansko ti da oni se v bistvu slepijo zaradi tega, ker pač v bistvu nekako se trudijo predstaviti sebe v boljši luči, kot so v resnici. In pač v bistvu to neko samozavajanje, v bistvu to uporabljajo kot nek način, da se oni obranijo pred to bolečino ali pa pred resnico. V bistvu se mi zdi, da pri Grcinu se mi zdi, da kljub dejstvu, da je on zbežal dejansko iz bojišča, pa pač sodeloval pri tej izdaji, on še zmeraj nekako poskuša ohraniti to narativo, da je on v bistvu nekako zelo pogumen, pa da je bil on v bistvu nekako žrtev, oziroma da je bil on se nekako poskuša predstaviti kot nek mučenik, ki je bil pač žrtev okoliščin. Dejansko pa ne vem, prizna, da je mogoče on naredil napako ali pa kaj takega. Pri Ines pa se mi zdi v bistvu, da se ona nekako samo zavaja glede svojih čustev do drugih. Ona, na primer, pač, kot sem rekla, je bila zelo odprta do homoseksualne zveze. Zdi se mi pa, da tudi pol vmes nekako tudi dobi nekako čustva do Estelle in v bistvu nekako tudi tako pač jih poskuša zakriti in pač se v bistvu kakor obnaša, da ji v bistvu ni mara za to Estelo pa za tako njeno bližino, ampak pač pol skozi zgodbo itak pač nam bolj postane jasno, kaj v bistvu si ona nekako želi. Zdi se mi pa, da Estelle pa v bistvu predvsem se nekako slepi nas, pa tudi samo sebe, po moje, zaradi te svoje površinske privlačnosti in v bistvu nekako poskuša tudi prikriti to svojo sebičnost in nekako pomanjkanje te empatije do drugih in se nekako v bistvu ohraniti v neki tako pač v neki iluziji, da je ona v bistvu neka brezmadežna, pa tako brez napak oseba. Ja, predvsem se mi zdi, da tukaj. Tako da ja, mislim, da je to. Kaj pa menita, da zdaj v kontekstu te Sartrove filozofije, a je samozavedanje potem takem neko breme, a je opolnomočenje? Hana? Ja, dejansko se mi zdi, da lik zaradi tega koncepta, ker je to peklo tako psihološko, se mi zdi, da v bistvu on nekako podarja to samozavedanje, v bistvu nekako na občutek odgovornosti, pa tudi svobode. Zaradi tega, ker to, da si ti zaveden za svoje lastne dejanja, pa njihovih posledic, to v bistvu pač prenaša neko zelo težko odgovornost. In se mi zdi, da se to tudi zelo kaže pač pri teh likih, ker je pač posameznik odgovoren za svoje v bistvu izbire, pa za vse, kar je v bistvu delovsko življenje, ampak hkrati pač pomeni, da tudi
ni več zmožen, da bi se izognil nekako svoji svobodi pa odgovornosti. Zdi se mi pa, da pač tudi po drugi strani v bistvu je to samo zavedanje nekako tudi ključno za, kako bi to rekla, nekako njegovo idejo o svobodi, zaradi tega, ker pač to zavedanje, a ne, lastnega obstoja dejansko pač omogoča posamezniku, da se zaveda tudi pač svoje, ne samo svobode, ampak pač, da tudi v bistvu nekako zbere svoje vrednote pa delovanje. In v bistvu pač je lahko v bistvu to samo zavedanje po eni strani tudi osvoboditev, ker pač v bistvu nekako posamezniku omogoča nekako samo oblikovanje lastnega življenja, v bistvu, kako bi temu rekla. Tako da, ja, se mi zdi. Pruša, Katarina? Meni se pa zdi, da je samo zavedanje predvsem pač lahko, se mi zdi, da se posameznik na nek način lahko odloči, a se bo pač zavedal oziroma a bo posvečal pozornost nekim svojim dogodkom, ki jih je pač, oziroma dejanjem, ki jih je naredil v preteklosti ali ne. In pač po mojem se vsi zavedamo, da ljudje, ki so bolj tako delujejo površinsko in tudi, ki se ne obremenjujejo toliko svojo preteklostjo, veliko lažje pridejo pač čez življenje, ker je vedno jim je vse super, ne sekirajo se za nič. Ampak ja, pač se mi pa zdi, da tisti ljudje, ki pač se pa odločijo oziroma ki se bolj posvečajo temu, kaj so naredili v preteklosti, pa seveda pač težje pridejo skozi življenje, ker si postavljajo več nekih miselnih ovir in tudi pač velikokrat s tem pridejo neka negativna čustva, občutki krivde in pač mogoče sramu. Ja, ampak se mi zdi, da potem tiste osebe, ki pač malo razmišljajo nazaj o svoji preteklosti, pa večinoma pri njih pride do neke te samoizpopolnitve in mogoče je tudi to ena oblika svobode, ki nas lahko reši iz te ujetosti v splošni družbi in v vseh teh družbenih nekih težav, v katere se je družba zaciklala. Tako da, ja. V kolikšni meri se ti pa zdi, da so liki, na primer, dosegajo to neko mero samozavedanja? A se ti zdi, da so pri tem uspešni ali bolj ne? Sicer se nekako spominjajo pa razlagajo o svoji preteklosti, ampak koliko je dejansko tega samozavedanja, bi rekla? Nekaj je definitivno to, da so bili oni v taki situaciji, kjer so bili prisiljeni pač nekako priti do tega samozavedanja, ker je mogoče bil to edini način, da se lahko vsaj na nek način odrešijo te večnosti in premlevanja pač svojih dejanj. Ampak tako zdaj, če so se dejansko zavedali sami sebe ali ne, meni se zdi, da že to, ker so se med sabo malo tako zbadali, pa ne vem, sta pač Estel pa Ines Gersinu rekli, ja, pač ti si strahopetec in tako naprej, da so v bistvu oni drug drugega napeljali do tega, kaj je v bistvu bilo. In se mi zdi, da ne vem, zakaj imam tak občutek, ampak da potem, ko se drama spet konča tako, da se oni začnejo pogovarjati, da bi, če bi imela drama neko nadaljevanje, da bi veliko lažje, ne vem, drug z drugim skupaj shajali. Tako da jaz sem dobila tak občutek, da so vsaj tako na ravni, da so razumeli, kaj so naredili narobe. To bi rekla, da ja. Pač niso se mi zdeli tako, da ne bi ugotovili, zakaj so v tej sobi pristali in kaj se sploh dogaja. Ja, samo slepili so se še dolg časa, res je. Torej, pomemben element drame je seveda tudi ta velika odgovornost, o kateri sta verjetno že pri pouku slovenščine čisto preveč slišali. Pa vseeno, kakšno se ti zdi, Hana, da igra odgovornost vlogo, da vlogo igra odgovornost? Kakšno vlogo igra odgovornost v tej drami? Sem se zapletla. V bistvu se mi zdi, da je nekako vsak od likov odgovoren za svojo preteklo obnašanje, pa za svoje dejanja, pa odločitve. Ampak se mi v bistvu tudi zdi, da nekako je njihova ta osebna odgovornost tudi zelo jasno predstavljena skozi te konflikte, pa ne vem, razkritja, ki so bili med dramo, ki so bili med samim dogajanjem v peklu. Odgovornost se mi pa zdi, da naprimer Ines, ona se mi zdi, da v dramo nekako prikaže ta nek v bistvu koncept kolektivne
nezavesti, ampak v bistvu odgovornosti, zaradi tega, ker so v bistvu vsi liki nekako med seboj povezani in tudi so odgovorni za to, da v bistvu so tam v peklu, pa tudi sam za dinamiko skupine v peklu. Se mi pa zdi, da se ta odgovornost ne nanaša samo na dejanska dejanja, ki so jih oni delali skozi življenje, se pravi ta fizična dejanja, ampak v bistvu tudi nekako na moralne vidike njihovega življenja. In se mi zdi, da v bistvu je to tudi zelo pomembno, da v bistvu mi nekako razumemo tudi njihovo trpljenje skozi to moralno odgovornost teh likov. Ja, tako da v bistvu se mi zdi, da je ta odgovornost je zelo pomembna in je v bistvu tudi nekakšno breme za vse te like, ki ga pač v bistvu oni nosijo to skozi celo dramo in v bistvu igra tudi zelo pomembno vlogo pri njihovem nekako tudi soočanju z svojo lastnim obstojem. Tako da ja, v bistvu se mi zdi, da je vsakdo odgovoren nekako za svojo usodo, kako bi temu rekla. Ruža, Katarina, ko se pa tebi zdi ta koncept odgovornosti oziroma kako ga interpretiraš? Jaz sem se v bistvu kot bralka cel čas spraševala, a so te trije liki res toliko drugačni od ostalih ljudi, da so se glih oni trije znašli v tem peklu, oziroma a so njihovi, če jih poimenujem zločini, res pač toliko grozni zločini, da pač morajo biti zdaj obsojeni na to, kjer so. In se mi zdi, da je treba predvsem izpostaviti, da se v različnih ekstremnih situacijah pač lahko vsak človek čisto drugače odzove. Zdaj, vprašanje Gersin, recimo, ko je pobegnil iz vojske in se je odločil, da se ne bo pač šel boriti. Zdaj, pač vojna, recimo, je ena taka mejna situacija in se mi zdi, da je težko reči, da je v bistvu zaradi tega kriv. Takrat se je v bistvu sam zbudil nekak njegov nagon po ohranitvi življenja in je v bistvu v skladu s tem deloval pač tako, da je pobegnil. In pač tudi Ines pa Estel, recimo, sej ni bila Ines edina, ki je v bistvu na nek način krivdo valila na druge. Zdaj, ta njun ljubimec, oziroma od Ines ljubimec, ga je povedal tramvaj in potem je ona govorila tej prijateljci oziroma pač drugi ženski, ja, midve sva ga ubili, Pa se verjetno ni bila edina, ki je tako manipulirala z ljudmi. Poleg tega pa Estel pa se mi zdi, da je v bistvu sam nekako izrazila svojo voljo, mogoče je bila toliko v stiski zaradi tega otroka, da pač je bil ta detomor nek izhod v sili. Zdaj, meni se zdi, da v bistvu vsa ta dejanja, ki so se zgodila, je pač čisto možno, da se dejansko zgodijo. In se mi zdi, da so mogoče te trije liki, ki so pristali v peklu, bolj kot v obliki nekih metafor predstavljene zato, da se lahko človek zamisli v bistvu, kaj vse se lahko na svetu zgodi in mogoče, da ne obsoja ljudi že takoj, ker se mi zdi, da jaz pač na začetku, na prvo žogo, ko prebereš dramo, si tak, ja, kako so pa lahko to pa to naredili. Ampak v bistvu se mi zdi, da mogoče, ja, bili so samo ljudje, naredili so napako. Mogoče jim je primanjkovalo odgovornosti na ta način, da se niso ali opravičili osebam, ali ne vem, bolj skrbeli za druge osebe, ne vem, pač ker so osebe zaradi njih trpele, mogoče bi lahko svojo voljo izrazili na drugačen način. Ampak se mi zdi pa ja, da je tle odgovornost nek tak zelo širok koncept in da je pač težko sam reči, ja, oni pa niso bili odgovorni za svoje dejanje, zato ker so, ne vem, Estel je ubila otroka, Gersin je kar pobegnil, pač se mi zdi, da je treba razumeti tako celoten spekter, kako je prišlo do nekih teh dogodkov. Torej, puščaš tudi nek prostor, da do neke mere se da tudi najdeti kakšno opravičilo oziroma mogoče ne nujno opravičilo, ampak vsaj razlago za njihova dejanja, da niso sami popolnoma odgovorni za to, da so pač potem pristali v peklu. Ja, zdaj ne vem v bistvu, kako kakšen odnos ima eksistencializem do te determiniranosti človeka. Zdaj, ne vem, a pač mogoče veste, bolj poudarja absolutno zavrača to, da je človek še determiniran strani okolja pa dednosti in to, ali je tudi kakšna povezava med tem, ker meni se zdi, da jo pač lahko najdem. Zdaj pa ne vem, če se tukaj kleša z
temi načeli eksistencializma ali Ja, zdaj mogoče Sartre res izhaja iz tega nekega ateističnega eksistencializma in on verjame, da ker Boga ni, potem takem tudi nobene determiniranosti ni, nobeni determiniranosti ne moramo govoriti in da pravzaprav ti se na konec, pa ta koncept se tudi dobro nekako v drami opisuje, ampak da na koncu se pač, mislim, da to Ines tudi reče, da na koncu se pač naredi nek obračun in nekako vrednost, moralna vrednost človeka, ki na koncu odloča, bo šel, ne vem, v ta njegov pekel, ali pa mogoče, ne vem, je alternativa nebesa, ampak tega tudi nikoli ne izvemo, določa nek skupek oziroma ta vsota vseh človekovih dejanj in ta možnost človeka, da se on sam odloči za to, kar bo. In na neki točki je zelo zanimivo, Ines Gersina naprimer tudi kritizira, da je pač strahopetec, on pa pravi, da ampak jaz sem vso življenje sem izbiral pač zelo, zelo težke odločitve in nekako se mi lahko res potem na koncu mojega življenja vrednoti in ocenjuje tako grdo, tako nizko na podlagi samo enega mojega dejanja. Ona pa odgovori, mislim, da nekaj na sceno, ja, ampak pravzaprav ti si vse življenje si ti pravzaprav izbiral, da boš deloval sadistično, da boš deloval bojazljivo, strahopetno in zaradi tega si potem na koncu tudi pač strahopetec in to je zanimiv koncept, no, ampak po eni strani pa tudi se mi zdi, da ne bi rabila tega vedeti. Jaz mislim, da ena dobra stvar, ki naprimer bo tudi nekako esej na maturi skuša spodbujati, je, da do te filozofije ti lahko prideš sama oziroma jo interpretiraš popolnoma drugače. Sartre pač ti v drami ponuja pač eno varianto, kot si je on zamislil, ti pa prideš do nekega svojega zaključka. Mogoče se ti pač ne strinjaš s tem, da je človek popolnoma odgovoren za svoje dejanja in za svojo usodjo, ker vpliva nanj seveda okolje, ampak to na koncu je samo pomembno, da pač ti argumentiraš in za tisti ti pač ne smejo odšteti točke. Tako da super razmišljanje, tudi ne se bati o tem pisati, če te bo tja popeljalo. Hana? A se ti zdi, da so liki na konec kdaj zares sploh sprejeli zares odgovornost za svoje dejanja? Zdi se mi, da nekako po eni strani ja, ker vseeno, naprimer vseeno nekako pri tako Gercinu se še zmeri tako, on se na začetku sploh ni zavedel tega, in on se mi zdi, da nekako dejansko skozi zgodbo se dejansko začne pol nekako zavedati svoje odgovornosti. In tudi se mi zdi, da nekako ne doseže čist tega, da bi imel neko čustveno navezanost na to, kar je storil, ampak vseeno se zaveda, da je bilo narobe. In se mi zdi, da je to vseeno tako neki, zdi se mi, da naprimer Ines, po drugi strani, ona se pa res zelo zaveda te svoje odgovornosti. Naprimer, še posebej tako glede na svoj v bistvu nekako vpliv na čustveno trpljenje drugih likov v peklu. Se mi zdi, da ona dejansko tako sprejema vso odgovornost za svoje dejanja. In ja, pri Estelle v bistvu se mi zdi, da nekako ona se sooča s to svojo odgovornostjo nekako skozi sebičnost, pa pač tudi nekako vlogo v teh tragičnih dogodkih v njenem življenju, ampak se mi zdi, da je tudi tako od vsakega posameznika odvisno, kako si on to v bistvu nekako predstavlja pri njej. Jaz bi rekla, da ona dejansko se pol na koncu nekako sooči s to odgovornostjo in nekako tudi tako pač dejansko se mi zdi, da oba lika razen Gersin nekako poglobita se s to odgovornostjo. Pri Gersinu se mi pa sam zdi, da ja, on se zaveda, ampak ni pa tako poglobljen, kot se mi zdi, da druga dva lika. Tukaj je ena stvar ful zanimiva, ki si jo opazila in sicer pri Ines. Ines je res taka, ki kaže pač to neko visoko raven samozavedanja, pa da je pravzaprav najbolj
introspektivna, če lahko temu rečem, od vseh teh likov in nekako deluje, kot da sprejema odgovornost za svoje dejanja. Po drugi strani pa ona je prišla v pekel zaradi tega, ker je pravzaprav med drugim tudi nekako uperila to svojo ljubimko proti njenemu bivšemu oziroma, kakorkoli temu rečem, možu in jo prepričala, da ga oba zasovražita, ne. Potem pa v peklu pa spet nekako dela isto stvar, hoče nekako usmeriti in zmanipulirati Estelle, da bi skupaj one dve združili moči in zasovražili Gersina. A to se ti zdi, da kaže, da je sprejela odgovornost zares za svoja dejanja popolnoma ali mogoče samo na videz? Ja, dejansko vidim, da ja, ona je zelo navidezno v bistvu to nekako sprejela. Se mi zdi, da je tako zelo dobra tudi manipulatorka. Oziroma se mi zdi, da se sam pri sebi tega vidika njene manipulacije ne zaveda. Pač zdi se mi, da se dejansko tega na koncu ni zavedala, da ona to dela, ker dejansko se mi zdi, da je ona še mene tako dobro zmanipulirala, da tudi jaz mogoče tega nisem tako opazila. Ampak ja, dejansko ni toliko poglobila, kakor sem si jaz mogoče na prvi vidik predstavljala. Prúša, kaj pa ti meniš, koliko so zares sprejeli odgovornost za svoja dejanja? Meni se zdi, da mogoče prav na koncu, vsaj jaz nisem toliko začutila, da bi na ravni vsakega posameznika zdaj vedela, a je posameznik res sprejel pač neko to odgovornost ali ne, ampak jaz se mi zdi, da v bistvu na koncu, da se lahko bralec zamisli nad tem, ja, mogoče kako splošen tok življenja vpliva na to, zakaj je prišlo do pač nekih dogodkov. Tako da ja, v bistvu jaz nisem razmišljala prav tako na ravni posameznika, ker se mi zdi, da tudi za ta vsa dejanja odgovori so pač še ostajajo zelo odprti. Ampak ja, mi je pa zanimivo to, kot ste vidve prej omenili glede Ines, ker se mi zdi, da ja, pač mogoče malo sugerira na to, da je ona, recimo, da se je zavedala tega, kaj je delala, pač v zemeljskem življenju, ne, in da mogoče zdaj, ker se v peklu to spet ponavlja, mogoče kaže na to, da so v bistvu pač eni ljudje na svoji življenjski poti pač delujejo, kakor delujejo, ne, in zdaj lahko se zavedajo nekih preteklih dejanj, ampak pač da včasih jih življenje prisili v to, da še vedno, da so podvrženi nekim takim mogoče malo bolj nesprejemljivim dejanjem. Pa tudi, če lahko samo še nekaj dodam, meni se zdi, pač Inesin razlog je zelo različen od drugih dveh, pač ona dosta, mislim, še posebej Estela, ona je tako zelo nekaj moralno spornega naredila, oziroma šlo ilegalnega, pač tudi to, kar je, ja, in se mi zdi, da v bistvu se Polona tudi, ko je zvedla njuna razloga, sploh ni toliko poglobila v svojo odgovornost, ker je mogoče tudi mislila tako, ja, okej, sej jaz pa nisem naredila toliko slabe stvari, kakor sta ona naredila. In se mi zdi mogoče tudi iz tega vidika, da se ona zaradi tega pol tudi ni bolj poglobila v to svojo zavedanje odgovornosti oziroma ni prevzela to, ni prevzela odgovornosti za to, kar je naredila, ker pač, ja, dejansko tudi tako, če pogledamo, ni naredila toliko moralno sporne stvari. Mislim, na primer, meni se ne zdi osebno, da je to razlog, zakaj greš v pekel, Se mi zdi logično, da greš v pekel za nek umor ali pa neki, tudi, ne vem, tudi to, kar je Gercin naredil, se mi ne zdi glih tako zelo moralno sporno. Pač ja, za tiste čase je to zelo velika izdaja, tako da razumem, zakaj je na peklo, ampak vsaj njen razlog je toliko, ne brezvezen, ampak toliko drugačen, da mogoče tudi dejansko ona ni potem se toliko zavedala, da je ona naredila tudi neko slabo stvar, ker ni bila toliko slaba, kakor drugi dve stvari. Druga razloga, ki sta, ja. Gercin v drami vpraša, ali je mogoče soditi vso posameznikovo življenje po enem samem dejanju. In kako ti odgovarjaš na to vprašanje? Veliko ljudi bi rekli, da ne, ampak meni se zdi, da ja. Meni se zdi najbolj pomembno, kako se ti naučiš, kaj se ti naučiš iz tega dejanja. Zato, ker če ti narediš neko tako dejanje in bilo je res moralno sporno, naprimer, kar je on naredil. Ampak če se ti iz tega dejanja dejansko naučiš nekaj, pa sprejmaš to odgovornost, o kateri smo se mi pogovarjali, potem dejansko vidiš nekako neko rast pri človeku, pa nekako tudi tako zavedanje
In se mi zdi, da je to tisto, po čemer bi mi mogli soditi, ker pač vsi smo ljudje in vsi delamo napake in tudi ljudje smo tudi bolj nagnjeni, da kršimo to, kar je nam prepovedano, a ne. Oziroma, jaz, recimo, čisto razumem, on se je tudi zelo ustrašil, ne, to je tudi neka, čisto človeško je, se mi zdi, ampak dejansko pa on se mi zdi, da tudi ni to poglobil te odgovornosti, zato bi ga jaz mogoče tako, bi ga malo obsojala. Naprimer Estelle, ki je pa res naredila tako stvar, pač sej res je, da moramo gledati okoliščine, res je, da moramo nekako probati razumeti to situacijo, ampak se mi zdi, da pri njenem primeru je pa se mi zdi samo toliko ekstremno, da bi ona dejansko zelo več mogla narediti, kakor samo to, da bi sprejela odgovornost, da bi v bistvu lahko mi njo spet sodili kakor nekako normalno osebo. Tako da pač definitivno nas vse, kar naredimo v življenju, ne zaznamuje, a ne. Sicer dobre stvari nas ponavadi slabe stvari nas ponavadi bolj kakor dobre, ki jih naredimo, ker se vsi spomnijo slabih stvari. Ampak je res pomembno, da pač se nekako zavedamo teh stvari, pa tudi pač jih poskušamo popraviti, pa prevzeti krivdo, ne pa da se kakor v bistvu oni nekako slepimo, da nismo naredili toliko slabe stvari, a ne. Ok, super, Hana, ful ti hvala, lepo se ti zahvaljujem. Ne bom te več zadrževala, pa ti želim vso srečo na tvoji tekmi. Midve Hvala. pa s Prušo, če ti je v redu, kar nadaljujeva. Saj ni še veliko vprašanj. No, hvala, ker ste me imeli, pa srečno še naprej. Hvala, adijo. Ja. Ok, super. Pruša, Katarina, midve sva zdaj ostali sami, zaradi tega tudi jaz tebi namenjam to vprašanje, ki smo ga se že malo dotaknili prejle, torej ali lahko posameznika obsojaš po enem samem dejanju? Zdaj, to vprašanje mi je v bistvu ful všeč in zdaj lahko odgovorim tako na tako, lahko pa odgovorim na dolgo. Zdaj, če najprej čisto na kratko odgovorim, meni se zdi, da če pogledamo v kontekstu človekove krivde, na podlagi enega slabega dejanja se meni zdi, da ne moremo človeka na splošno obsoditi, ta je pa nek kriminalec oziroma ta je pa slaba oseba. Zdaj, kar se pa tiče samega dejanja, kakšno vlogo ima pri neki rasti, osebnostni rasti in pri tem, kako se v bistvu življenje odvija, se mi pa zdi, da ima v bistvu vsako dejanje posebej pomembno vlogo pri tem, da se pač človek razvija, ker se lahko marsikaj tudi nauči iz teh dejanj. Tako da to je zdaj na kratko. Zdaj pa, če še malo zaokrožim, zdaj jaz, ena stvar, ki je, tako moje najljubše literarno obdobje je naturalizem in v bistvu z vsemi temi nekimi idejami o determiniranosti človeka strani časa, v katerem živi in genetike in okolja. In tudi zelo imam rada Emila Zolaja in te njegove romane. In se mi zdi, da v bistvu tam noter človek spozna, pač tam je veliko nekih teh prestopniških ljudi, ne. In v bistvu bralec, vsaj jaz kot bralka sem spoznala, da pač dejansko te ljudje niso vedno sami krivi za to, kje so pristali. In zdaj seveda pač to se pa malo kleša z temi nekimi načeli eksistencializma. Mi je pa všeč mogoče kot veja eksistencializma tudi pač filozofija absurdizma, ki pa pravi, da je v bistvu ravno v tem, ko je človek z vseh teh strani determiniran in ki mu v bistvu to že čisto vzame svobodo, pač je pa največja svoboda glih to, da lahko ti v tem absurdu rečeš, ja, pa kaj pol, če ne vem, živim v nekem čudnem okolju, kaj pol, če bom malo tako rekla, imam malo slabšo genetsko predispozicijo za nekaj, ne, pač jaz grem v tem absurdu naprej, jaz furam. Tako da zdaj ta dejanja, definitivno ne moramo človeka obsojati samo na podlagi enega dejanja, je pa vsako dejanje ključno za to, da se človek razvije v tako osebo, kot je na koncu. Super, the best. Mi je bil zelo všeč tudi še posebej te dolg odgovor. Ok, starter pravi, pekel so drugi ljudje. Zdaj, a je po tvojem mnenju ta ideja zdaj bolj nekako ujeta med platnicami te drame, a je to ena stvar, ki se
da mogoče tudi stoji kaj resnice za tem v resničnem življenju. Ja, v bistvu se mi zdi, da zdaj, da smo ljudje, smo odvisni pač od drugih ljudi in od družbe in včasih lahko družba, sploh ljudi, ki so na pač nek način drugačni, ne, kot je v bistvu pač v vseh teh 4 dramah imamo zelo veliko takih malo drugačnih posameznikov in se mi zdi, da ja, družba zelo hitro obsoja in se mogoče v tem kaže nek pekel in da lahko v bistvu družba za svojo neko mogoče v nekih pogledih konzervativnostjo pač zavira posameznike, pri tem, da bi se pač izpopolnili, ne vem, v umetnosti oziroma v čemarkoli, kar jih veseli. Tako da ja, jaz se pač strinjam s tem, da ja, smo pekel pač drugi ljudje in da smo lahko drug drugemu zelo velik pekel. Ja, se zdi, da pač nekako kritizira te neke družbene norme in to, kaj je sprejemljivo, kaj pa absolutno ne, ker pač v bistvu kdo to pove, ne? Kdo določa, kaj je res prav, pa kaj pač ni, ne? Dobro vprašanje, tako esejsko potencialno. Okej, mogoče zdaj imamo liki so torej pristanejo v omejenem velikem prostoru z omejenim številom predmetov, ki pa se kar naprej skozi dramo pojavljajo na nekih ključnih trenutkih. In pač kot mogoče že zvemo v drami, v peklu ni nič prepuščeno samemu naključju. Kako si razlagaš mogoče motiv teh nekih predmetov? Imamo na primer ogledalo, ki se velikokrat pojavlja, pa imamo potem ta bronasti odlitek. Kaj ti te stvari pomenijo? Meni je v bistvu eden izmed najbolj zanimivih konceptov v celi drami je pač to, da ni ogledal. To je meni tudi kot sam koncept mi je tako všeč, ker se mi zdi, da v bistvu ogledalo ti, ko sebe vidiš in vidiš, kako te vidijo drugi, v bistvu na nek način vidiš še neko dimenzijo sebe, ki obstaja pač ne znotraj tebe, ampak izven tebe. In zdaj, če pa teh ogledal ni, če ti nimaš možnosti, da vidiš tudi zunanji del sebe in potem si v bistvu na nek način prisiljen, da se soočiš sam s tem notranjim dogajanjem, ker takrat za tebe obstaja samo to notranje dogajanje. In se mi zdi to v bistvu neka taka prisila, da so se liki potem v bistvu začeli razmišljati o tem, pač kaj so naredili. Nekaj sem že hotela. Ker tudi recimo Estelle skozi išče ta neka ogledalca in potem ji Ines celo nastavi ogledalo in Estelle reče, da če se ne vidi nekaj v tem pač kontekstu, kakor da če se ne vidi, da to potem za njo pomeni, da ne obstaja, medtem ko Ines pa reče, ja, ampak jaz pa obstajam navznoter, ne. Tako da ja, ta ogledala so mi definitivno, pač se mi zdi, da so ključna za neko to sporočilo drame, vsaj kakor sem jaz to razbrala. Potem ta bronasti odlitek pa se mi zdi mogoče, zdaj zato nisem čisto ziher, ker se mi zdi, pač vsaj jaz si to malo težko interpretiram, ampak se mi zdi, da mogoče, ker ni ogledal, je pa zdaj bronasti odlitek, ne vem, a to je mišljeno kakor, da je človeška glava odlita? Pravzaprav, jaz sem tudi iskala glih včeraj, da pravzaprav nisem našla, pa ne vem, mogoče tudi res ni napisan, ampak da dejansko ne vemo, kako izgleda ta bronasti odlitek. Zdaj, edina tako razlaga, ki sem jo jaz včeraj nekako izbrskala iz mojih globin razmišljanja, je bila to, da je v bistvu glava odlita in da Garcin v bistvu tako, ko pride, on reče, to je ta odlitek bom jaz enkrat gledal in bom takrat vedel, kaj se dogaja, nekaj v tem smislu. In se mi zdi, da ta odlita glava je edina otipljivost, edina možnost, kakor oni vidijo samo to glavo in mogoče ta glava predstavlja tako, ne vem, širšo resnico, ker se potem vsi zavedajo. Ne vem, ful je abstraktno vse skupaj, ampak mogoče kaj na to foro, mogoče kaj je zdaj resničnost, kaj je res ta otipljiva resnica. To? Ja, to je res zanimivo. To je ena stvar, ki je mogoče si vredno, še posebej pred tem kakšnim esejem, da navržeš kakšno tako dobro abstraktno foro za predelati, ker na primer na koncu tudi potem reče, ta Garcin, jaz zdaj gledam ta bronasti odlitek in vem, da sem v peklu.
Medtem, ko njega bi jaz tudi mogoče povezala s temi ogledali, ko on pravzaprav tudi nenehno nekako raztreseno, na vsake toliko časa pravzaprav čisto naključno se spomni, da teh ogledal ni, potem pa reče, joj, kaj bi dal, vse bi dal, da bi se zdajle pogledal v ogledalo, ker on tudi išče, a ne, ta njegov, on je pravzaprav res, res odvisen, skoraj obsesivno odvisen od tega, kako drugi ljudje njega vidijo, kakšno mnenje si drugi ljudje ustvarjajo o njem. Tako da to je ful zanimivo, no. Jaz bi če lahko še dodam še to, da mi je ful zanimivo, da se v bistvu luči nikoli ne ugasnejo in da je v bistvu sploh nemogoče, da bi človek spal, ne. Ker to je v bistvu spet neka prisila v to, da si ti vedno podvržen temu pač razmišljanju in da ni premora. Zdaj, ne vem, je pa vprašanje potem, ker se ti recimo temu, da zavedaš, kaj se je zgodilo, če potem pač dobiš možnost spanca oziroma ne, oziroma si sploh še v teh sobah ali kam greš pol. Ampak ja, to se mi zdi tudi neka taka prisila, no, v razmišljanje. Ja, ful si dobro tole omenila, ker jaz sem se zdajle tudi spomnila, da pravzaprav čisto na začetku drame Garcin povpraša, ne, kje je stikalo za luč, tega stikala seveda ni, in da že govori o tem, kako mu je mučenje, da ne bo pravzaprav po vsem tem nekem nenehnem življenju v narekovajih pravzaprav ne bo dobil tistega mogočega nekega zadovoljstva s spancem, da bi zaprl oči, sicer potem tam še nekaj razlaga, da mu bojo veke odstranili. Potem na koncu je pa to, da so luči nenehno prižgane, je zanj tudi mučenje, ko ga ta Ines zbada strahopetcem, da je pobegnil, da je bojazljiv in ko se hoče on zamotiti z Estelle in se tam objemata in ona ga prepričuje, naj obdrži pozornost na njej, ker bo to prizadelo Ines, pravzaprav ugotovi, da bojo luči vedno prižgane, kar pomeni, da ga bo Ines vedno videla in vedno ga bo pa videla iz iste perspektive in to je kot strahopeca. To je ful super, da si opazila in da si omenila, ker je ful zanimivo. Zdaj mogoče bi jaz temu dodala še eno vprašanje in sicer, zakaj meniš, da Garcin ni mogel zapustiti sobe, ko so se vrata odprla? V bistvu, ko se vrata odprejo, on pač ponudi tudi Ines pa Estelle oziroma jima reče, pač glejte, več odprta vrata so, a ne, gremo ven. Meni se zdi, da v bistvu ni point bil v tem, da oni res ne bi mogli ven. Meni se zdi, da bi oni komot pač v tistem trenutku zbežali, ampak se mi zdi, da ko so pač nekaj časa že bili podvrženi temu psihičnemu mučenju in plevanju, da so se v bistvu, da so se v bistvu, se še nekaj spomnila, da so se v bistvu začeli zavedati, da pač mogoče so pa res nekaj narobe naredili in da so se mogoče začeli zavedati, da je, tako kot je en znan pregovor, the only way out is true. Ne? Da so se začeli zavedati, da v bistvu edina možna pot, da bodo se oni odrešili te neke krivde, je to, da se v bistvu vsaj res zavejo tega. In mogoče se tukaj odraža točno to, da so oni sprejeli odgovornost za vse dejanja. No? Ker v bistvu lahko bi bili vsi strahopetci in bi zbežali, ampak v bistvu na koncu niso. Ne? Po drugi strani pa je tudi tukaj en trenutek, ko mu to prepreko, ne, da bi on stopil ven, povzroča prav Ines, še kar ni spremenila mnenje o njem. In kako on pravzaprav sam sebe s tem nekim kompleksom, da pač je odvisen od mnenja drugih, sam sebe nekako obsoja na večno mučenje. Ja, tudi možno. Jaz v bistvu pač definitivno, a ne, ampak tako, meni se pač, jaz sem to doživela bolj, kakor da je vsak sebi največje mučenje, ne, zdaj to, kaj tudi Ines reče, pekel so ljudje okrog nas, ne, to se mi zdi bolj ne toliko primarnega pomena, kakor pa to, da je sam človek, vsak sam sebi svoj pekel, ampak ja, pač seveda, pač vsak to vidi malo drugačne. Ampak definitivno ja, je pa tudi to za Garcina
pomembno to. Ne, to je ful super, da razmišljaš v to smer, ker se mi zdi, da je velik nekak gradiva, če lahko temu tako rečem, v drami, kjer lahko razvijaš to idejo. Da pravzaprav velikokrat se ne gre niti toliko za to, da oni drug drugemu preprečujejo, ne vem, neko zadovoljstvo ali pa pač nemučenje, ampak pravzaprav izhaja to iz sebe. Tako da to je ful zanimivo. No, zdaj se malo bližava že proti koncu, zato te vprašam, kako se ti je zdel konec? Ti si že omenila, da ti je bila všeč ta cikličnost pravzaprav te drame. Zdaj, ne vem, če je dobro, da se toliko navezujem na Zolaja, ampak jaz najdem spet v bistvu eno podobnost, ker recimo in ta drama in vsi ta Zolajev cikel romanov, ki pač zelo pod pomemben vprašaj postavljajo glih to, kaj je zdaj eno človeško življenje, kaj je cela družba, kaj je zdaj odgovornost za svoje dejanja. In se mi zdi, da v bistvu te odprti konci, ker pač konec je odprt, ne? V bistvu mi ne vemo točno, kaj se je zgodilo, na vse na nek način sugeriramo. In se mi zdi, da te odprti konci, mogoče, kakor sem jaz omenila, da jaz že medtem, ko sem brala, sem se počutila malo tesnobna, sploh kaj Ines začela s tisto pesmijo, ki so obglavljali te plemiče oziroma ljudi. Ampak se mi zdi, da to, da ti na koncu ne veš, kaj pač dejansko se je zgodilo, te pa navdajaš še z neko večjo tesnobo in je mogoče neko ogledalo temu, da pač v življenju ni nič tako definitivno dorečeno, ne? In da zdaj posameznik, tudi te Ines Estel pa Grsin so se čez dramo na nek način so se spremenili in ene stvari so dojeli, enih stvari mogoče ne, ampak v bistvu je pa na koncu, kot življenje, vse odprto. Zdaj, lahko se vse še enkrat začne, lahko da bodo oni drugačni, ne, pač mi smo videli zdaj samo en odsek in iz tega odseka smo mogoče potegnili, da ja, je prav, da se pač zamislimo nad tem, kar delamo, ampak v bistvu pa spet ne vemo, kaj nam bo življenje prineslo, ne, lahko da bomo še hujše stvari naredili enkrat v pač prihodnosti, ampak ja, pač najbolj važno je to, kako v tistem trenutku delujemo. Tako da meni se zdi, da je v bistvu to bolj nek majhen vpogled v pač del njihovega življenja, ampak ja, v bistvu je pa na koncu vse na nek način razrešeno, ampak v veliki meri pa tudi ne. Tako da mogoče je na to malo sugerira ta odprti konec. Super. Pruša Katarina, so torej liki ujeti ali svobodni? Čist po tvojem mnenju, ne glede na Sartrovo logiko. Jaz bi rekla, da so bili na začetku ujeti, ampak da so postali svobodni. Zaradi tega, ker dobro, težko je zdaj definitivno povedati, pač, kater od likov je res spoznal, kaj je narobe naredil in kaj ne, ker je seveda tudi eno veliko vprašanje to, a je pač to, kar so naredili, res toliko zelo narobe. Ampak meni se zdi v bistvu največja svoboda v tem, ali si ti prisiljen, ali pa ti sam priješ do tega spoznanja. Največja svoboda se mi zdi v tem, da imaš ti možnost reflektirati neka svoja dejanja. In v bistvu s tem, ko so oni reflektirali svoje dejanja, so na nek način, jaz bi rekla, da so v bistvu takrat, ko so sami sebe reflektirali, na nek način zares živeli, ker so ugotovili v bistvu, kaj vse so naredili in jim je to dalo tudi neko popotnico, možnost, da bodo vnaprej boljši. Zdaj, a bodo ali ne, pač to je njihova stvar, ker se mi zdi, da v bistvu veliko ljudi samo obstaja in veliko ljudi pač nekaj naredijo, nekaj je narobe, eni se sploh ne sekirajo, eni vržejo čez ramo, pa si rečejo, lej, bo drugič boljš, ampak v bistvu, če ti ne začutiš sebe in če ti ne začutiš pač svojega delovanja, pa kako deluješ tudi v dobro družbe, v primerjavi z družbo, je potem vprašanje, ne, če zares sploh živiš. Če greš čez življenje tako brez čustev in to, a je to zdaj neko življenje, ali je pa življenje to, da si v bistvu ti rečeš, ja, tle sem naredil narobe, bo drugič boljši in potem spremljaš svoj napredek in si potem na koncu, tudi če ti kdaj spodleti, lahko zadovoljen, pa si rečeš, ja, spodletel mi je, ampak se pa vsaj trudim, ne. Tako da jaz bi rekla, da je bila Ines Estel pa Grsin omogočena ena svoboda, ki marsikomu danes ni, ker pač gremo ful hitro čez življenje, ker nas vse prisili v to, pač in delo, in služba, šola, vse je tak hiter tempo je danes. Tako da ja, se mi zdi, da so imeli te trije liki eno zelo lepo priložnost, tako za kratek
zaživeti. Tako da, svobodni. Jaz bi rekla, da so svobodni, vsaj postali. Ok, super. Puščaš nas torej na enem super izhodišču za nadaljno razmišljanje. Tako da na tej točki bi se ti rada lepo zahvalila, seveda tebi in Hani, za ta odličen pogovor. Bile ste res super sogovornici. Zdaj pa, če ste lačni nadaljnega poglabljanja v maturitetna dela, vas toplo vabim na našo platformo e-matura, kjer skupaj spoznavamo avtorje besedil in tako torej tudi besedila sama. Te razkosamo, prežvečimo, skratka predelamo v nulo. Prav tako pa nikakor ne smete zamuditi 4-urnih priprav na esej in slovnico v aprilu in maju. Tako da hvala, ker ste bili z nami, hvala tebi, Pruša Katarina, in adijo, se vidimo, čau! Hvala tudi tebi.